Pozdravljeni v novi oddaji Pregled tedna, kjer si bomo ogledali, kaj se je v zadnjih dneh dogajalo v slovenski Istri. V Kopru se je odprl nov center starejših Deos. Deos trenutno skrbi za kar 1500 starejših uporabnikov, zanje pa skrbi ekipa več kot 800 zaposlenih. V družbi se zavedajo, da je dobro počutje njihovih uporabnikov odvisno tudi od zadovoljstva zaposlenih, zato posebno pozornost posvečajo njihovemu strokovnemu in osebnemu razvoju. Skupaj z zaposlenimi soustvarjajo razvoj storitev in prispevajo k napredku na področju oskrbe starejših. Družba Deos ostaja ena vodilnih organizacij na tem področju v Sloveniji, pri čemer nenehno stremi k izboljšavam ter razvoju stroke in storitev za starejše. Glede na velike izkušnje, veliko znanje, ki ga ima Deos v svoji skupini, sem prepričan, da bo oskrba tukaj odlična, da bojo vsi deležni najboljšega možnega standarda, ki se ga lahko nudi v naši mreži. Tako da tisto, kar pravzaprav vam želim, je morda tisto, kar dela dom, ne? In to je ta povezanost s skupnostjo. Želim vam, da boste pripeljali sem tudi kakšne otroke iz bližnjih vrtcev, kakšne šolarje iz bližnjih šol, da bodo imeli vaše stanovalke in stanovalci čim več obiskov svojih domačih in da bo to vaše bivanje tukaj res takšno, kot mora biti, toplo, dostojanstveno in srečno. V sklopu centra deluje 6 oddelkov, razdeljenih na 12 manjših bivalnih enot, organiziranih kot gospodinjske skupine za do 10 oseb v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah. Posebno skrb namenjajo stanovalcem z demenco in sorodnimi stanji, zanje pa so namenjene 2 bivalni enoti po 12 oseb v enoposteljnih sobah, urejene po sistemu varovanih oddelkov. Skupno center obsega 94 enoposteljnih sob, 54 dvoposteljnih sob ter 6 dvoposteljnih apartmajev. Dom temelji na modelu bivanja, ki stanovalcem omogoča občutek domačnosti in možnost sodelovanja v številnih dejavnostih za aktivno in kakovostno življenje. Na voljo so tudi fizioterapija, delovna terapija ter duhovna oskrba, kar pripomore k celostni podpori stanovalcem. Za dodatno udobje so v domu urejeni notranji dnevni prostori, kavarna s teraso, park za sproščujoče sprehode ter obiskovalcem namenjena parkirišča, ki omogočajo enostaven dostop. Deos ima 10 centrov po Sloveniji, Koper pa je ravno 10. Projekt se je zaključil letos septembra. Prvi stanovalec se je vselil 14. oktobra, trenutno pa je v domu 66 prebivalcev, za katere skrbi 70 zaposlenih. Naša vizija je dejansko, da dom postane prostor, kjer se bodo naši stanovalci počutili slišane in pa cenjene. Tukaj bomo spodbujali aktivnosti in jih že spodbujamo, ki bodo navdihovale, krepile telo in duha, ohranile smisel za humor in pa radovednost. Dragi naši stanovalci, zavedamo se, da je vsak od vas edinstven. Zato ta dom ustvarjamo, odpiramo, z njim rastemo na način, da vam lahko nudi zasebnost, lahko vam pa nudi tudi skupnost, ko si jo boste zaželeli. Želimo, da bo ta prostor oziroma dom, kjer boste znova našli navdih, kjer se boste dejansko počutili spoštovane in pa predvsem, kjer boste čutili, da smo tukaj za vas, da vas imamo radi. Župan mestne občine Koper Aleš Bržan je ob odprtju novega centra poudaril pomen ustrezne infrastrukture in storitev za starejše, ki omogočajo varno, aktivno in dostojanstveno življenje. Dodal je, da bo novi dom še dodatno izboljšal kakovost življenja v Kopru ter se zahvalil vsem, ki so prispevali k temu pomembnemu projektu. Ta teden je župan Aleš Bržan v Pretorski palači podelil priznanja najzaslužnejšim prostovoljcem v mestni občini Koper za leto 2024. Natečaj Naj prostovoljec 2024, ki ga je občina organizirala skupaj s Slovensko filantropijo, je javno izpostavil posameznike, ki svojim nesebičnim delom pomembno prispevajo k višji kakovosti življenja v skupnosti. Letos je na natečaj prispelo 13 prijav. Na drugi strani, če imamo občane, drugorazredne, tretjerazredne občane, ki pričakujejo veliko od občine, imamo tudi občane, ki ste to vi. Jaz vam rečem, lahko samo občani in pol. Tisti, ki
ne skrbite samo za to, da poveste, kaj bi lahko drugi naredili za vas, ampak poskrbite za to, da sami nekaj storite tudi za druge in verjamem, da se v tem tudi vsi skupaj dobro počutite. Torej, predvsem pozdrav danes vsem tistim, ki poleg tega, da delate v recimo javnem sektorju in že službeno pomagate skupnosti, dodate še nekaj svojega za to, da se vsi skupaj boljše počutimo in ustvarimo dejansko boljšo skupnost. Vi, občani in pol, že odkar sem nastopil na funkcijo, sem rekel, da rabite tudi en dogodek, ki služi temu, da se vam lokalna skupnost zahvali in to je ta dogodek tukaj. Mislim, da sem lani rekel, da si želim, da bi bila ta dvorana počasi premajhna za vas in vidim, da se počasi tudi vedno bolj polne in želim si, da bo čez leta res toliko premajhna, da bomo šli, ne vem, Svetega Frančiška recimo in da bo prostovoljstvo dejansko dobilo veliko večji pomen, kot ga že danes ima. V začetku oktobra je bil objavljen javni natečaj za najprostovoljca Kopra v 3 starostnih kategorijah ter za najmentorja, najmentorico prostovoljko oziroma prostovoljca. Predlagatelj je lahko bil posameznik, nevladne organizacije, javni ter zasebni zavodi. Slovenska filantropija si prizadeva za dvig skupnosti in pomoč socialno šibkejšim. Pomembno je, da razvijamo prostovoljstvo na različnih področjih, na področju sociale, kulture, športa, izobraževanja, civilne zaščite in na številnih drugih področjih. V današnjem času pa je vedno bolj pomembno tudi, da prepoznamo pomen aktivizma kot oblike prostovoljstva, ki vodi k družbenim spremembam. Družbene spremembe, tiste pozitivne v korist skupnosti, nasprotju s tistimi, ki koristijo samo nekim sebičnim interesom posameznikov, so danes še kako pomembne. Prav zato je praznovanje prostovoljstva še posebej pomembno, da se na te še kako dragocene pozitivne družbene spremembe, gojenje vrednot solidarnosti in skupnosti odzivamo ter jih spodbujamo. Naziv najprostovoljca v kategoriji med 30 in 65 let je prejel Tilen Pajek, ki v zavodu Modri december že od leta 2020 pomaga pri dvigu zavedanja o avtizmu, organizaciji dogodkov ter zbiranju sredstev. Bojan Tomc, najprostovoljec v kategoriji nad 65 let, že desetletja nesebično pomaga kot prostovoljni šofer, medicinski prostovoljec in brezplačni cenilec, pri čemer izkazuje izjemno razumevanje potreb ranljivih skupin. Za najmentorico prostovoljcev je bila izbrana Patricija Loviščak, direktorica zavoda Modri december, ki s strokovnostjo in vključujočim pristopom uspešno usposablja in podpira nove prostovoljce. Posebno priznanje za življenjsko delo je občina posthumno podelila Mateji Filipič, dolgoletni članici mladinskega društva Marezige, ki je s svojim delom povzdignila festival Marezi Jazz v pomemben kulturni dogodek. Včeraj je znanstveno-raziskovalno središče Koper obeležilo svojo 30. obletnico delovanja. Ustanovljeno je bilo leta 1994 z osrednjim ciljem vzpostavitve univerze v Kopru. Po uspešni izpolnitvi tega poslanstva zadnjih 8 let deluje kot samostojna institucija, danes pa združuje 10 inštitutov, ki raziskujejo v duhu interdisciplinarnosti in odprtosti. ZRS Koper v srcu slovenskega Sredozemlja danes slovi po izjemnem potencialu svojih 10 inštitutov, ki ugled potrjujejo zahtevnimi raziskovalnimi projekti, tako na nacionalni kot evropski mednarodni ravni. Njihovo raziskovalno delo označuje tradicija in spontanost, preteklost, sedanjost in odraža dinamičnost, odprtost in prilagodljivost novim izzivom. ZRS ostaja neomejen v znanstveni misli, zavezan najvišjim etičnim načelom in iskanju rešitev in sodelovanja. Dogodka se je udeležila tudi predsednica države. Za izjemne dosežke v znanosti, za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in mednarodnimi partnerji ter za krepitev ugleda Republike Slovenije na znanstvenem, izobraževalnem in gospodarskem področju je podelila državno odlikovanje Red za zasluge. Vaše raziskave so prispevale k razvoju tega primorskega prostora in ga umestile na svetovni zemljevid mreže institucij znanstveno-raziskovalne odličnosti.
Podobno kot nas je reformacija pred stoletji naučila ohranjanja besede in misli v maternem jeziku, tudi vaša dediščina raziskovalnih dognanj ohranja in nadgrajuje našo družbeno identiteto. ZRS Koper je z usmerjenim pogledom v prihodnost pripravil strategijo 2030, ki predvideva krepitev raziskovalne odličnosti, izboljšanje delovnih pogojev ter privabljanje vrhunskih mladih strokovnjakov. Dekani so dobili jekleni poligon za vadbo na prostem. Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez in slovenska industrija jekla sta leta 2015 podpisali dogovor o sodelovanju, na podlagi katerega sta do sedaj postavila 22 jeklenih športnih poligonov na prostem v večjih mestih. V športno infrastrukturo občine jasno vlagamo, kolikor lahko, kakšno leto več, kakšno leto manj. Naslednje leto, če smo že v Dekanih, bomo malo popravili travo, umetno travo, tako da bodo predvsem otroci malo pod boljšimi pogoji igrali. Seveda, če bo občinski svet to potrdil, ne dvomim, da bo temu tako. In vesel sem, ko kadarkoli, kdorkoli pride, ki še dodatno pripomore, da se še kakšna infrastruktura doda, zato da lahko naši ljudje še malo bolj gibajo. Ambasadorka poligona je najuspešnejša slovenska kajakašica na mrtvih vodah Špela Ponomarenko Janič. Verjamem, da je to ena super pridobitev za Koper. Tukaj lahko trenirajo, vadijo športniki, lahko vadijo občani, tako otroci kot tudi najstarejši, lahko si prilagodijo vadbo svojim zmožnostim in kar je najpomembnejše, je zastonj, tako da ne rabite niti plačati, da tukaj trenirate. Otvoritve so se udeležili tudi šolarji osnovne šole Dekani in nekaj izmed njih je imelo na koncu čast, da so prerezali trak. Mestna občina Koper pa je poskrbela tudi za postavitev nove urbane opreme na območju Kraškega roba, ki bo izboljšalo izkušnjo domačinov in turistov med aktivnim preživljanjem prostega časa v naravi. Skupno je bilo na več premišljenih izbranih lokacijah, določenih v sodelovanju z občani in krajevnimi skupnostmi, nameščenih 10 kompletov miz in klopi, 20 posameznih klopi ter servisna polnilna postaja za kolesa. Kompleti miz in klopi so nameščeni na ključnih točkah, kot so vhod na utrdbo v Črnem Kalu, igrišče v središču vasi Kubet, športni center v Rakitovcu, pri cerkvi Svetega Kvirik v Sočergi, razgledišče na Tinjanu, travnik ob Kalu v Zazidu, obrambni stolpi v Gradinu, razgledišče pri kipu Šavrinke in pri cerkvi Svete Trojice v Hrastovljah. V Podpeči bo komplet nameščen spomladi skladno z željami krajanov. Posamezne klopi so bile nameščene tudi na različnih lokacijah, med drugim v okolici cerkve v Kastevcu, pri Gradu in ob Kalju Socerbu na več točkah v Rakitovcu in Tinjanu, v Zazidu, za Vaškim domom in na razgledišču nad vasjo ter pred obrambnima stolpoma v Gradinu. Servisna polnilna postaja za kolesa je bila postavljena v Brezovici pri Gradinu, pri gasilskem domu, dodatne koše za smeti pa so namestili v Smokvici in Črnotičah. Z novo urbano opremo je občina želela prebivalcem in obiskovalcem omogočiti prijetno preživljanje prostega časa na svežem zraku, obenem pa ustvariti prostor za druženje in počitek v naravi. Ta pobuda predstavlja korak k izboljšanju kakovosti bivanja in krepitvi trajnostnega razvoja turizma v naravnem okolju Kraškega roba. Občina Ankaran je še dodatno izboljšala dostopnost avtomatskih eksternih defibrilatorjev z namestitvijo nove naprave na avtobusni postaji v Sončnem parku. Ta defibrilator se pridružuje že obstoječim napravam, ki so razporejene na ključnih lokacijah po občini, kar zagotavlja skupno 12 defibrilatorjev, ki so na voljo vse leto. V poletni sezoni pa sta dodatni napravi dostopni še v Adri, na plaži in v wellness centru. Avtomatski eksterni defibrilator je ključni pripomoček za nudenje pomoči ob nenadnem srčnem zastoju. Pri tem srce preneha učinkovito poganjati kri, kar lahko vodi do resnih poškodb ali smrti, če pomoč ni zagotovljena v najkrajšem možnem času. Naprava omogoča električni sunek, ki lahko ponovno vzpostavi pravilno delovanje srca. Enostavnost uporabe in glasovna navodila omogočajo, da lahko defibrilator brez strahu uporablja vsakdo. Novo napravo je občina prejela v dar od društva AED, ki si prizadeva za
za širjenje mreže defibrilatorjev po Sloveniji. Društvo je letos zbralo sredstva iz naslova namestitve dohodnine ter vsem slovenskim občinam zagotovilo en defibrilator s pripadajočo omarico. Poleg tega društvo aktivno ozavešča javnost o pomembnosti hitrega ukrepanja ob srčnem zastoju ter zagotavlja sredstva za vzdrževanje naprav. V Plavjah je pod vodstvom Znanstveno-raziskovalnega središča Koper potekala slovesnost ob položitvi temeljnega kamna za kompetenčni center za oljkarstvo in druge mediteranske kulture. Dogodek simbolizira novo poglavje v razvoju oljkarske panoge in drugih mediteranskih kultur. Nekaj časa je trajalo, da se je našlo primerno lokacijo. Mislim, da smo se 2 leti ping-pongali, kje bi bila najprimernejša in končno našli ta prostor, ki je, mislim, da odličen za to, da se spostavi ta center. Jasno, občina Koper že vrsto let podpira tudi razvoj oljkarstva in sama podpora ni dovolj, treba je tudi pomagati, tako da najdemo primeren prostor. Primernejšega v naši občini ni in sem vesel, da na koncu se ne samo podpisalo tisto pismo za prenos, pogoj ni takrat, če se bo le začelo premikati v roku 3 let, če se ne motim, ampak se dejansko tudi premika. S to investicijo se je vzpostavil temelj za razvoj raziskav na področju mediteranskih kultur. Kompetenčni center bo postal ključni steber znanstveno-strokovnega dela na področju oljkarstva in vinogradništva. Ob Inštitutu za oljkarstvo smo tesno povezani z neposrednimi uporabniki, nedolgo nazaj zagnali tudi Inštitut za vinogradništvo in vinarstvo in že so pred nami tudi novi izzivi na tem področju. En strateških neposredno povezanih z uporabniki ciljev je zaščita istrskega refoška, pa tudi še kaj več. Leto 2024 je bilo to končno, lahko rečemo, prelomno. Vlada je 14. novembra uvrstila to investicijo na načrt razvojnih programov 2024-2027, odobrila sredstva za izvedbo projekta in to nam omogoča začetek gradbenih del z glavnino dela v letu 2025 in zaključko v letu 2026, ko bomo veseli, da se še enkrat zberemo skupaj. V zadnjem obdobju je nastal strateški dokument, ki opredeljuje, kakšna so vlaganja v ozelenitev raziskovalne infrastrukture. Vlada je v zadnjem obdobju povečala vlaganja v znanost. V Sloveniji imamo odlično znanje na različnih področjih in taki objekti oziroma raziskovalni inštituti so pa najboljši način, kako to znanje prenašamo v prakso. In gotovo bo kompetenčni center za oljke in druge mediteranske kulture bistveno prispeval k temu, da bomo znali bolj učinkovito to znanje tudi uporabljati v vsakdanjem življenju. Projekt je ocenjen na 4,6 milijona evrov in je bil uvrščen v vladni načrt razvojnih projektov, ki bo trajal do leta 2027. Slovesnost pa se je zaključila s postavitvijo temeljnega kamna. Turistična zveza Slovenije je na slavnostni prireditvi v Laškem podelila priznanja Moja dežela, znak gostoljubnosti 2024. Projekt, ki ga letos častno podpira predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ocenjuje slovenske kraje glede njihove urejenosti, gostoljubnosti in kakovosti turistične ponudbe. Koper je prejel zlati znak gostoljubnosti v kategoriji zgodovinskega mestnega jedra. Poleg tega je v okviru spletnega glasovanja osvojil tudi zeleni znak za svojo prepoznavno lokacijo Tito trg. Med dobitniki priznanj sta se izkazala še vinski raj iz Marezik, ki je osvojil zlati znak v kategoriji glampingov, ter tematska pot Velikani Istre, ki je prejela bronasto priznanje. Tekmovanje, znano tudi kot posodobljena različica tradicionalnega projekta Moja dežela lepa in gostoljubna, je namenjeno spodbujanju urejenosti in odličnosti v turizmu po vsej Sloveniji. Letošnji natečaj je razglasil zmagovalce v 9 kategorijah z željo nagraditi kraje in projekte, ki svojo izvirnostjo in zavezanostjo k odličnosti promovirajo Slovenijo kot privlačno turistično destinacijo.
V okviru dnevu slovenskega turizma, najpomembnejšega strokovnega dogodka turistične panoge v Sloveniji, so podelili znake Slovenija Green, ki jih pridobijo turistične destinacije, nastanitve, gostinski obrati, agencije, atrakcije, parki in plaže. Za pridobitev znaka je ključno dosledno sledenje trajnostnim načelom, kar dokazuje zavezanost odgovornemu in zelenemu razvoju. Med letošnjimi prejemniki je izstopala občina Izola, ki je ponovno osvojila zlati trajnostni znak zelene destinacije Slovenia Green Destination. Ta dosežek je še posebej pomemben, saj novi kriteriji, ki jih je uvedla slovenska turistična organizacija STO, zahtevajo višjo raven angažiranosti na področju trajnosti. Ocena destinacije temelji na analizi trajnostnih praks na 6 ključnih področjih: destinacijski menedžment, narava in krajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij in komunikacija. Izola je dosegla povprečno oceno 8,3 na 10-stopenjski lestvici, pri čemer je v kategoriji kultura in tradicija dosegla najvišjo možno oceno 10 točk, pri destinacijskem menedžmentu pa drugo najvišjo oceno 9,8. Gledališče Koper je obiskala mednarodna gledališka skupina Ofera Teatro s sedežem v Madridu. Gre za skupino 5 ustvarjalcev, ki od leta 2023 raziskuje gledališko ustvarjanje znotraj in zunaj konvencionalnih gledaliških prostorov. V svojih projektih preučujejo tudi vlogo mladih pri ohranjanju in ponovnem oživljanju tradicij. Včeraj so se predstavili s 30-minutno predstavo v nastajanju z naslovom Ples korenin, ki se poglablja v tradicijo tarantizma na skrajnem jugu Italije. Of course, we use dance, but we also use music, we use singing, and in general, we are actors, we are actresses. So we had our own way of exploring this tradition, which is not only made of dance, but is also made of music. It's also made of an anthropological background. So we explored this world from many points of view, many artistic points of view. Uprizoritev črpa navdih iz življenja in osebnosti Ane Apulinske, kmetice. Ana, ki je že od otroštva trpela za epilepsijo, je verjela, da je pod vplivom zla Salenta tarantizma. Leta 1959 je v Galanti srečala skupino, ki jo je vodil italijanski antropolog Ernesto De Martino, in se takrat začela dopisovati z Anabelo Rossi, članico skupine. Med Ano in Anabelo se je razvilo prijateljstvo, ki je preraslo zgolj poučevanje tarantizma. Ana je v njej našla osebo, ki je omogočila, da se je počutila manj izolirano v svojem kulturnem okolju. Trying to speak about something that nowadays doesn't exist. I mean, the tarantella, as it was a ritual, doesn't exist. We wanted to try to speak about it, going through the real stories of real tarantata. We started from some letters of one of the last tarantata from the investigation of De Martino, that was an anthropologist that went directly there in those lands. And through this investigation, we wanted to give a new light of this tradition. Včasih v vsakdanjem življenju res ne vemo, ali smo se znašli v komični predstavi ali v akcijskem filmu. No, nekaj pa je zagotovo, in sicer vsak vogal skriva svojo zgodbo. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Poglejmo si, kam vse se boste lahko odpravili v naslednjih dneh. Jutri bo dan poln zanimivih dogodkov. Ob 10. se bo v prostorih Javnega sklada za kulturne dejavnosti v Kopru začela filmska delavnica, kjer bo Miloš Tomič poučeval eksperimentalne metode naracije v animaciji. Zvečer ob 19. se bo v Kafe Teatru v Piranu odvil koncert Jureta Lesarja, ki bo predstavil svoj album Tu in zdaj.
V Pokrajinskem muzeju Koper bo ob 19. na sporedu koncert v sklopu Bienala Koper z nastopom ansambla Airborne Extended. Prvi dan decembra bo ob 17. v Beli dvorani Auditorija Portorož potekala pogovorna prireditev Pogovori z našimi starejšimi, tokrat z zborom Giuseppe Tartini in ostalimi sogovorniki. 2. decembra se lahko odpravite na Škofije, saj bo ob 19. uri v dvorani Hermana Pečariča potekala gledališka predstava Iztoka Mlakarja z naslovom Pegule. 4. decembra ob 20. uri bo v dvorani Svetega Frančiška Asiškega v Kopru potekal koncert v sklopu festivala Šelestenija, kjer bo nastopil zbor Slovenske filantropije. Naslednji dan, 5. decembra, pa boste lahko vstopili v bolj praznično vzdušje. V Izoli se bodo namreč prižgale praznične lučke z nastopom Anike Horvat. Osvetlilo se bo ob 17. Dan zatem pa bodo lučke prižgali v Kopru. Na Titovem trgu bo ob 17. uri prižig spremljala plesno-glasbena pravljica Prižgimo luči, ki jo pripravlja gledališče Koper. Ob 20. uri pa bo na istem mestu odmevala glasba Vaska Rosija, saj bo tam nastopil njegov cover band. Zvečer se bo v gledališču Tartini Piran ob 19.30 odvijal glasbeni večer z nastopom skupine Ana Pupedan. Lahko pa se odločite za koncert Vlada Kreslina, ki bo nastopil ob 20. uri v Kulturnem domu Izola. 6. december pa je tudi dan, ko boste v Auditoriju Portorož lahko uživali v novi gledališki predstavi, natančneje kriminalni komediji z naslovom Posli pod krinko v izvedbi Špas teatra. Tako, to je vse za tokratni napovednik. Več informacij o dogodkih najdete na naši spletni strani ali v zadnji številki časopisa Megafon. Hvala za ogled in se vidimo kmalu. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.